Dragi moji, nahajamo se znotraj trboveljskega dimnika, najvišjega dimnika v Evropi s svojimi 360 metri višine in 27 metri premera. Z mano je gospod Aleš, vodja izmene bloka termoelektrarne Trbovlje, ki nam bo povedal nekaj tehničnih zanimivosti o delovanju tega dimnika. Tukaj vidimo vstop dimnih plinov, ki so predhodno očiščeni na napravi za razžvepljanje dimnih plinov. Notranja tuljava je premera 5 metrov. Kot zanimivost naj še povem, da je vzgon v dimniku, ki je zmožen dvigniti breme 100 kilogramov. Recimo, kaj je ta zvok v ozadju, ki ga slišimo skozi? Zvok vzadaj ustvarjajo oksipuhala, ki so potrebna zaradi kemije v pralniku, na napravi za razžvepljanje dimnih plinov. In s kakšno temperaturo grejo plini v dimnik? Dimni plini vstopajo s temperaturo 100 stopinj Celzija. Znotraj dimnika ni nobene kondenzacije, tako da se vse dviga in nič ne teče dol. Ne, tu je... Torej, ga ni potrebno čistiti. Ni potrebno, ne. Seveda, tudi daljše obstajajo, tam vse do 18 metrov. Kaj pa imate za obleč? Vidim, da ste cel v črnem. Ja, tako kot pravijo, ne? Obleka naredi človeka, pa tudi dimnikarja. A mi nič vroče o tem? Nažalost je, se pravimo, v takšnem vremenu in poleti. Zakaj to morate imeti oblečeno pol? A je nujno? Zdaj, bom rekel, oblačilo je zaščitna oprema. To pomeni, da nas ščiti pred raznimi delci, sajami, prašnimi delci, zaradi tega, ne? Se pravim, zdaj sama veš, saje so črne, zato je tudi naša uniforma črna. Kaj pa čepica? Čepica nas tudi ščiti, bom rekel, pred prašnimi delci. Zdaj se trudimo pri strankah, ampak vedno se, bom rekel, malo pokadi. A lahko probam? Seveda, izvoli. Zdaj pravilno je, se pravim, na desno stran. A ja, to moraš biti prav obrnjeno? Ja, okej. Super. Otroci, ne počnite tega doma. Sploh. A je še kaj opreme? Ali je to? Zdaj, tukaj smo pokazali samo delček od opreme, ki jo potrebujemo, se pravim, pri čiščenju je te opreme dosti. Zdaj, od teh pomembnih, bom rekel, opravil, ki jih upravlja tudi dimnikarska služba, so meritve dimne emisije. Poglej, tukaj imamo merilni inštrument. Za tem aparatom merimo, bom rekel, te emisije, te produkte zgorevanja. Bom rekel, tukaj so gumbki za razne nastavitve. Pri sami meritvi upravljamo meritev vleka, sajavost merimo in potem samo meritev teh stranskih produktov zgorevanja. To pomeni teh plinov, ki nekateri so škodljivi, na tiste smo zelo pozorni. Zdaj, stranka dobi tudi poročilo, po teh meritvah jo opozorimo na vse nepravilnosti, te nepravilnosti pa je dolžna dati odpraviti. A veste, kaj me še zanima? A je kakšna punca tako v tem poslu? Mislim, da je zelo malo, ampak nekje v Prekmurju, tam mislim, da dela punca ali dve, ampak bom rekel, tudi fante za ta poklic je kar težko dobiti. Ja, verjamem.
pravi tale strojček, kaj to dela? To je aparat za meritev dimne emisije. Z tem aparatom merimo vsebnost teh produktov zgorevanja pri stranki. Se pravi, ugotavljamo določene pline, nekateri od teh so tudi predpisane zgornje meje, ker so tudi nekje hudo škodljivi. Točno tako, ti plini so tudi zelo strupeni. Se pravi, je pač stranka dobi tudi poročilo o sami meritvi, tega pišemo v posebno obrazec, tukaj so sprintani ti podatki, ki ga potem stranka dobi v vednost in iz njih je moč razbrati, ali je naprava deluje brezhibno ali ima kakršnekoli odstopanja. A to zdaj otrgamo dol? Cool. Kar računam trgovini. Kako pa recimo izgleda vaš delovni dan? Ja, delovni dan se začne zgodaj zjutraj, ko se dobimo nekje v pisarni, da prevzamemo pač te aparate, tudi dobimo nekje potni nalog, to pomeni, katere stranke je treba obiskati, takrat tudi kaj podiskutiramo, tudi kakšne pošte so, ko ljudje kaj naročijo, tudi tisto treba dodatno opraviti. Potem pač dan kot tak z avtomobilom se odpeljemo do stranke, stranke so naprej obveščene, tako da nekih problemov z tem ni, da bi nekoga iskali in se nenapovedano najavljali. Koliko pa je recimo na dan strank? Čisto odvisno. Zdaj, se pravim, te storitve zahtevajo neko specifiko, tako da je tudi časovno nekje variabilno, pri nekaterih strankah se zadržiš dlje, pri drugih manj, čisto odvisno. Ali opraviš 5 strank ali pa 10, odvisno tudi, kaj opravimo. Sprav, v bistvu imate vi delo na terenu, pa pol še delo v pisarni? Tudi delo v pisarni, se pravi, zdaj pri strankah se opravijo tudi, tako smo prej imeli na te meritve, razna poročila se napišejo o pregledih, vse te podatke na to treba vnesti v računalnik, tako da smo tudi v pisarni nekako prisotni in dejavni.